Spomin je edina luč, ki ne ugasne, kri življenja ga žene naprej, strast razvoja ga razonema in vztraja, četudi je včasih mrzla voda. Ustvarja, ker hoče izraziti svoje misli, poglede. Kulturno društvo Sotočje Radovljica je pripravilo projekt predstavitve pesmi v Slomškovi dvorani v Radovljici. 27 pesmi iz nastajajoče avtorjeve pesniške zbirke so čudovito interpretirali člani likovnega odra Kulturno-umetniškega društva Radovljica. Alenka Bole-Vrabec, Rija Jamnik, Tatjana Rituper, Mimi Urbanc in avtor. Za glasbeno kuliso je poskrbel oblikovalec zvoka Uroš Jenkole, za vizualno pa Jasna Černe. Pisanje je avtorjevo notranje izpovedovanje in izražanje misli, ki ga tarejo, zaposlujejo in dajejo zadovoljstvo. Vmesni čas je priložnost za predstavitev pesmi iz cikla Odsevi, impresije, impulzi, pogledi, spomini in sledi, ki zaokrožajo njegova življenjska sopotja, ki jih je odtkal življenjsko preprogo in razkril skrite sanje. Ciklus Impulzi v pesniški zbirki Sopotja izžareva sporočilnost energije tehničnega in notranjega sveta, ki se prepletata med seboj. 14 pesmi povezuje poklicno poslanstvo, raziskovalno žilico in ustvarjalni naboj. Nastaja vizionarski pogled o veličini energetike, umeščene v tehnološki razvoj in vračanju k prvinskim koreninam skrivnostne sile, ki jo povzroča čudna stvar. In potem steče kri življenja. Čarobna elektrika. In v svet se vrti okrog te žlahtne energije kot strast razvoja med energijo, ekonomijo in ekologijo. Elektriko uporabljamo in z njo trgujemo. Ko je odklopljena elektrika, vse zastane kot življenje. Spomin na doživeto in ustvarjeno je edina luč, ki nikoli ne ugasne. Kri življenja ga žene naprej, strast razvoja ga razonema in vztraja, četudi je včasih mrzla voda. Ustvarja, ker hoče izraziti svoje misli, poglede. Rad se vrača tja, ker se je rodil, domov, po domači krov. Radovljica je mesto njegovih rodbinskih korenin, ki po očetu izhaja iz Dobravice pri Osišah, kjer živijo Lazarji, Papljarji. Iz tega kraja so predniki v svet poleteli in zasadili drevo življenja, ki raste in se širi. Dragove poti vodijo na Brezje pri Tržiču, v Naklo, v Senično in na Mlako pri Kranju, ker sedaj živi in ustvarja. Poznanje po strokovnem in znanstvenem delu na področju energetike in ekonomije, pedagoškem delu in kot medijski človek po publicističnem in video ustvarjanju, manj je znan po umetniškem ustvarjanju, ko se v njegov notranji svet zapiše misel, esej, pesem, objektiv pa ujame odseve življenja, narave in stvaritev. Ukvarja se z zgodovinskimi raziskavami, elektroenergetike in domoznanstva, zborniki, strokovnimi knjigami ter znanstvenimi monografijami. Objavljene knjige zaokrožajo njegova tematska snovanja in izražajo nove izzive. Pravi, da je ustvarjanje širša dimenzija, ki ima na eni strani stroko in razvoj, na drugi pa izobraževanje in znanost. Ustvarjanje pa kulturno povezuje s fotografsko, filmskim in literarnim ustvarjanjem. Energija mu ob tehničnem daje še globji duhovni in ustvarjalni pomen ter izziv za zavedanje, razmišljanje, ustvarjanje in zgledno življenjsko opredelitev. Luč pojmuje kot duhovnost, ljubezen, zaupanje v nenehni življenjski optimizem, medsebojno komunikacijo in pripomoček, poklicno opredelitev elektroenergetiki, zgodovinsko raziskovalno, dokumentarno, novinarsko muzo in fotografsko ustvarjanje. Njegov pogled izraža nenehno iskanje v energetski dvopolnosti plusa in minusa, naše narave in vtisov, impresij, ki jih doživlja. Kultura in umetnost, beseda in slika, interpretacija in izražanje so povezane so pomenke, ki jih v življenju udejanja in živi. Izražanje ga krepi v zavesti in bogati. Sporočilnost in pomen del posreduje v svet ter deli med sopotnike. Ob vsem tem se mu poraja potreba o povezavi energetike in kulture, ki bi imela sinergijski učinek. Povezuje znanost s prakso, izobraževanje in gospodarstvo, ustvarjanje in umetnost, publicistiko in kulturo. Avtor dr. Drago Papljar obeležuje 40-letni jubilej kulturno-umetniškega ustvarjanja. Želja mu je, da v letu 2020 izidejo pesmi tudi v obliki tiskane knjige.